No, bomo kar začeli. Dobar dan, dober večer. Vsi prav lepo pozdravljeni v naši knjigarni in knjižnici v okviru Demokracije magazin Tura oziroma vse slovenske turneje naše založbe Nova obzorja, na kateri predajamo pogovore o različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, ki so izšle pri naši založbi Nova obzorja. Prav lepo pozdravljeni tudi vsi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Naš današnji sogovornik je profesor telesne vzgoje in dolgoletni športni trener, gospod Janez Virk, s katerim bova spregovorila o njegovi življenjski poti, športni in trenerski karieri ter njegovi knjigi Zdrav duh, lev v zdravem telesu, ki je izšla pri naši založbi Nova obzorja. Ob koncu pa bom še malo pozornosti namenil moji prvi knjigi, ki nosi naslov Za demokratično in evropsko Slovenijo proti totalitarizmom. Gospod Virk, lepo pozdravljeni. Najprej začneva pri vaši življenjski poti. Rodili ste se oktobra 1938 v Ljubljani, se pravi, da ste rojeni Ljubljančan. Ob tem me zanima, ali se še kaj spominjate časa druge svetovne vojne. Seveda. Treba se tega spominjati, zaradi tega, ker so zdaj časi tukaj različni na tisto, ko smo takrat mislili, da je, ampak. Jaz se spomnim, ko so Italijani šli iz Ljubljane in ko so šli Italijani iz Ljubljane, sva očetu z mamo nesla v elektrarno košilo v Menaškah in so v tisti kasarni, tam so se pripravljali, da grejo. Leta 1943, ne? Ja. In je en Italijan stopil do ograje, pa je rekel, bambino, pa mi je pomahal, pa sem skaj prišel, pa mi je dal fotoaparat, ker so odhajali, niso vedeli kam. Ne? No, potem se pa tudi spomnim, ko so pa, ne vem, par dni, tednov, pa prišli Nemci so prišli pa, naša hiša je bila pa točno tam, kjer je klinični center, kjer je urgenca. Točno tam je bila naša hiša. Moj star oče je bil čevljar, ki pa je imel svoje čevljarstvo. Točno tam sem to zanalaž povem to. Na koncu Kolodvorske ulice, in jaz sem toliko Ljubljančan, da vse ulice še po tistem starem rečejo. Kolodvorska ulica je logično Kolodvorska, ker je tista vodila in tam je hotel strgar narediti tudi prehod čez Ljubljanco na trg. Potem so dali pa odpovnemu zločincu, ker je bil zločinc Moša Pjade. Nam to ne gre. In na tistem vogalu je bila od mojega starega očeta čevljarja bajta. Eto, to je to. Če se ne motim, pa je predvsem na vašo življenjsko pot vplivalo dejstvo, da ste kot gimnazijec zboleli na pljučih, če se ne motim. Ja, na pljučih sem zbolel, zaradi tega, ker takrat ni bilo nič za jesti. Mi smo bili, to ne moram reči, v času vojne nismo bili lačni. Pa ne bo, mislim, ta omrežena Ljubljana, vse Učica okoli in tako naprej, tiste so hodile, pred so perilo nosile, in zelenjavo smo dobili. Ampak, takoj po vojni pa ni bilo za jesti. In sem bil lačen do svojega 20. leta, najmanj. Ni bilo za jesti in sem dobil pljučnico. Mislim, takrat sem bil star 12 let, takrat sem moral zamenjati zrak, na ta način, da bi se zdravil, in sem šel ravno na Koroško k teti, ki je pa imela tam en stanovanje in bi sicer ti stanovanje in not naselili delavke. Njen mož se je pisal Rožman, je bil pa od Gregorja Rožmana nečak, škofa, in je bil pred tem grofov tajnik in je zato imel svojo hišo. Ti so vzeli in so dali enemu trgov svoje stanovanje in potem pa še mene, ki je gor vzela sem, da je dobila lahko sobo pa kuhno. No, potem ste šli študirati na višjo šolo za telesno kulturo v Ljubljano, pri čemer ste pri tem razmišljali, da bi šli študirati arhitekturo. Pa dobiti denar za
dobiti denar za vse tisto, kar rabiš na arhitekturi. Ja, jaz sem dobro risal, tako kot je moj oče. Dobro risal, moj oče je odlično risal, pa ga je glih iz risanja vrgel učitelj, tako da ni mogel jeti na Dunaj študirati in je šel potem za 3-4 leta v Brestanico, v samostan. A v socializmu ni bila fakulteta zastonj? A v socializmu fakulteta ni bila zastonj, recimo arhitektura? Lejte, moral bi kupiti tiste, kaj še? Risane, vse to kremo in podobne stvari, ki pa vse preporočali, ni bilo denarja. Potem ste pa na Višji šoli za telesno kulturo diplomirali na temo organizacija telesne kulture. Ja. Ali se še nazaj, da ne sem bolje, da povem. Ko sem bil v 4. razredu osnovne šole, ko sem hodil na ledino, smo šli prvič na morje, šola. In so meni doma rekli, ali ti nalivnik kupimo, ko sem ga rabil, ali bo šel pa na morje. Nisem mi nalivnik kupil, sem bil na morju prvič pri 18 letih. Taki časi so bili socialistični. Glejte, in pol, ker sem pa zelo hiter, sem poštudiral, da imam talent za razne športe, in ga res imam, sem pa gotovil, da je najbolj, da grem na tole šolo za telesno kulturo in sem že takoj začel tudi trenirati druge. Se pravi, tam z 18 letom sem že treniral košarko, Partizanov Most, Partizanov Zelena jama. No in pol sem pa pri košarki sem bil tako dober, da sem bil v mladinski ekipi Slovana in pol sem bil v članski ekipi Slovana. Takrat sem bil 187 cm velik in sem bil center v Evropski ligi. Ker največji je bil takrat Matic Dermastja, ker je imel 200 cm, pa Bogdan Miller, mislim, da je imel pa 199. Eto. V bistvu je zanimivo pri vas to, da ste v bistvu, recimo, najprej ste igrali košarko v prvi slovenski košarkarski ligi, hkrati ste bil košarkarski trener, potem pa ste, mislim, da leta 1958 presedlali iz košarke na rokomet, pa v bistvu tudi igrali rokomet pri rokometnem klubu Slovan. Kako da ste naredili to rošado oziroma ta preskok iz košarke na rokomet? Najprej se moram pobrhati, da sem bolj pri članih Slovana igral in sem igral prijateljsko tekmo, ko smo igrali proti Olimpiji, to je bilo takrat na Poljanski gimnaziji, proti Ivu Danevu, ki so še zdaj prijatelja, in sem ga predriblil, pa koštal. No, lejte, šel sem pa na rokomet zaradi tega, ker v košarki so bili tako dobri, da ni bilo dosti puha zame, takrat je pa zelo veliko košarkarjev se vrgli v mali rokomet, ki se je pa takrat šele začel. In je bilo precejšno podporo, na gimnazijah so se precej na to vrgli in ti, ki smo bili košarkarji, smo bili zelo, zelo dobri v rokometu. No, jaz sem bil pol enkrat, ne vem, mislim, da sem bil še celo strelec ali pa en od prvih 3 v slovenski ligi. In kot košarkaš sem bil odličen rokometaš in pol, ker sem se poročil, jaz sem se pred 20 letih poročil, ker doma posle nisem imel. Res, toliko smo bili revni, vse skupaj sem se poročil in sem pri rokometu dobil družben stanovanje, nikjer tega ne bi dobil. No, v bistvu ste pa že prej, potem, ko ste recimo nekaj časa učili telesno kulturo na eni izmed ljubljanskih šol, zatem pa ste postali sekretar oziroma svetovalec za telesno kulturo v Ljubljani. Kako je bilo s tem? Takole bom povedal, ker je to bistveno za vse, mislim tudi za to knjigo. Ko sem jaz učil, torej jaz sem bil zagnan in sem učil vse posod, že takrat pri 18 letih, vse mogoče stvari. Jasno tudi ko sem šel v gimnazijo hodil, me je kar učitelj telovadbe me je dal za trenerja, pa za vodjo in atletske in košarkarske ekipe. Takrat sem v ekipi Basina, to se ga starejši se ga spomnejo, slovitega Basina, Taudi so mu rekli. No in ko sem jaz šel na osnovno šolo učiti, tudi pa nova osnovna šola, Klete Moren, tam na
delavam, je bil ves vic v temu, da sem skozi učil. Imel sem krožke boljših športnikov in sem imel v tistem letu, pa pol, ko sem tam učil, sem imel ta 5. najboljšo šolo v celem okrožju, ampak bolj kot tistim športnikom sem se pa posvetil tistim, ki niso imeli smisla za telovadbo, ki bi ostali nevode in tako naprej. Eno od tistih je imel upravičilo od doktorja, da ima astmo. Sem rekel, le, dokler boš za sebe, boš moral, dokler ne res cel življenje, boš moral to delati. In pa je on to delal, je delal pri meni telovadbo, rade volje je delal, pa sem pa tam čez 10 let videl, da je bil pa ne vem, en dolgo progaščec v atletiko šel. Torej, bistvo je v tem, da sem pomagal tistim, ne tistim, ki so. Zato, ker vsi tisti so bili v klubih, ker sem jih jaz v šolski ekipi. No in tako je bilo, tako sem pol prišel. Kako pa ste potem leta 1970 postali trener alpskega smučanja, in celo selektor prve jugoslovanske pionirske smučarske reprezentance, se pravi, da ste v bistvu iz košarke preskočili v rokomet, iz rokometa pa v bistvu kar na smučanje? No, zdaj bom pa takole povedal. Jaz sem bil pri rokometu, se pravi, sem bil en najboljših igralcev takrat v Sloveniji. Tudi v tej reprezentanci pa takrat nismo smeli slovenske imeti. In sem treniral v drugi zvezdni ligi Slovana tudi ene par let. Potem je pa predsednik Slovana, ki je bil pa teh let, tiste cajte en takih, ko so najprej začeli z okoriščanjem, je rekel, ne, da bomo imeli pa profesionalni klub. Rekel, profesionalni? Ja, plačali bomo tebe in igralce. Prvo tekmo, ko smo ga za plačo igrali, mislim, v Slovenjgracu smo izgubili kar budale, ker so vsi še tresali, da bo dal gol, ker za gol je bil nazvijen. In sem rekel predsedniku, ne, in sem mu jaz vihtel novega trenerja, ki je bil profesionalni trener, se je še zdaj bil Cveto Pavčič, ki je pol predaval rokomet na fakulteti. Tako sem na to prišel. In ker sem to nehal rokomet trenirati, sem si pa takrat nekaj otrok patentom. No, takrat so pa otroci moji začeli gor rasti in Saturnus tovarna je imela dom v Kranjski Gori in smo imeli po zim tečaje, sem jih tudi jaz vodil za njih. In enkrat smo imeli enega trenerja, ki je bil tudi tekmovalec, in te otroke, ki smo imeli tečaju, jih je začel na Gradca voziti pomom tako naprej. In je rekel, le, tvoje da imata pa talent. No, in pa sem jih dal v smučarski klub Olimpija. Ko sem bil pa tam, sem pa videl, da se v tistem cajtu skoraj da ni trenirali, da je čisto ko. Kar je, takrat je rekel, kaj pa je bil že, mislim, da je Tinček Mule, ki je bil gozdar, je rekel, a polet, da bi jaz treniral, je rekel, gledajte, decembra se vidimo na smučkah, pa se namazal. No. In sem jaz videl, da tako ne gre, ker v rokometu smo pa že takrat začeli pozim trenirati, in vseh športih so že pozim trenirali, in isto enako sem jaz rekel, moramo mi polet trenirati. Vse eni so že, ampak ni bilo še to sistemsko. No, ker sem bil pa je že sekretar športne zveze, to je pa omenil eno tisti, ki je imel precej pa temu, komu se denar da. Jaz sem tudi napisal prva pravila za financiranje športa v Sloveniji, ker do takrat, do ustanovitve tisto leto, ki ste rekli, športnih zvez je denar delila socialistična zveza. No, jaz sem pa ta pravila napisal in zato sem nekaj bil in sem me pol najdel. Jaz sem začel takšen sistem treninga, pa en sošolc moj je bil pol pedagoški svetovalec na ministrstvu in direktor Šter, to je znan bil direktor Lesnine, tudi politična živina in tako naprej, imel pa tudi dva otroka pri smučanju in so oni ugotovili, da bi jaz prevzel jugoslovansko pionirsko reprezentanco in so oni imeli prvo pionirsko tekmovanje v Jugoslaviji, se takrat smo stali sam Slovenci, to je pokal Loka, ki je še zdaj. Ja, pokal Loka in sem bil jaz trener, takrat selektor predvsem
in potem sem bil ene par let trener tistega in takrat sem pol ostal v smučanju. Potem sem pa v smučanju treniral, tudi Jure Franko je pri meni doma stanoval, da sem ga jaz treniral, odnosno je pri Olimpiji treniral, precej sem ga jaz, predvsem kondicijsko in tako naprej. In Davo Karničar, če se ga kdo spomne, ki je pred dvema letoma, ne? Ja, Iz Kananga padla, to je tisti, ki je prvi smučil iz Monteveresta dol. Eto, to so bili vse moji. Pa Metka Jerpanova, pa še tako naprej. To sem se jaz treniral, samo to še povem. Jaz sem treniral samo, to so pa s Tonatom Ogrincem zmenjena, samo do takrat, da pride Ogrincu. Ogrinc je rekel, le mene spodaj čisto nič ne zanima, pa vsem tiha so bili takrat mladinci ali pa karkoli spodaj, me nič ne zanima, samo gor. In državna reprezentanca je odgovarjala Beogradu. On pa Senčar sta bila v glavnem, da se pravi, da tukaj spodaj sem bil jaz nekaj časa pravzaprav šli so ta glavna. No, svojo službeno kariero pa ste po 65 letih delovne dobe zaključili kot višji svetovalec za telesno kulturo. Ob tem ste se ukvarjali v 20 letih prejšnjega stoletja, če se ne motim, tudi s problematiko propadajočega štadiona Bežigrad in podobnimi stvarmi. Ja, dobro, da ste tole omenil, tale štadion. Vejte, jaz sem bil vse skozi, rekel, soustanovitelj, torej Kardelj ni pustil, da bi imeli eno mestno občino Ljubljana in pa Kardela ni bilo več, no, in se je pol ustanovila le končno tista mestna občina. Jaz sem bil pred tem že soustanovitelj Športne zveze Ljubljana, kljub temu, da še ni bilo ene mestne zveze. In potem, ko smo se osamosvojili in je postal Strgar župan, Vidmar pa izjemen izvršnik, ne? No in ta ljubljanska, ne, mestna občina je najdeli držala od vseh občinskih, vse občinske so prej ta levi pobasali, ne, če se spomnite. Ne? Ja, Demosova oblast v Ljubljani se je kar lepo, če so držali. Ja, Ljubljana je pa zdržala do konca. In je zanimiv, takrat je pa kot LDS prišel za župana Rupel. In da se to že spomin dober. Nasprotnik njegov je bil pa Bučar. Bučar, čist nelogično, ne? Ampak je Rupel Rupel, ne? Bučar je pa vemo, kaj je bil. Ne, se je bil fejst možakar, ampak bil je to pa to. Ne? No, skratka, Rupel seveda se tlede ni znajdel, ampak z Ruplom so pa prišli pa vsi Kučanovi fantje, tako se reče. In dokler sem bil šef, to je pa do 95. leta, smo pripravili vse za obnovo centralnega štadiona. Vi ste bili kaj šef oddelka za telesno kulturo? Ja, jaz sem bil vodja službe za šport. Aha, ja, tako je. Vodja službe in so vse športne objekte in vsa pravila za sofinanciranje športa. To je bilo tokle. Veste, na 30 stranih so bila vsa pravila. Zdajle mora vsako društvo, ki kandidira za denar iz športa v Ljubljani, mora 70 strani izpolniti. In so pa tokle. Ne, mislim, 3-4 strani so oni, vsi pravilniki so bili tam. No in gledajte, smo imeli čist vse, dovoljenje smo dobili že od Plečnikovega, za varstvo Plečnikove dediščine. Predsednik tistega sveta na arhitekturi je bil Gabrielčič in od tistega smo dobili. Načrte je naredil in s temi so se strinjali. Kaj soglasje za prenovo štadiona? Ja. Načrte, ker jaz sem šel takrat k zidarju, rekel, kolegi, mene čisto nič drugega ne briga, mene brigajo samo člani, imam pa jaz, moj arhitekt je pa naredil že načrt, ker je bilo treba zaradi Evropske zveze, in je bilo vse fertik. In ko je prišel Rupel, vse ni bil Rupel kriv, ampak Kučan in tisti, da ne bomo zdaj v tem modelu politiko skočili. Takoj, ko je prišel nov, takoj. A ja, že z olimpijskim komitejem sem bil zmenen. Ker vidijo pa v tem, to se pravi, to
da se zdaj tole dela, kar se dela s Cerkranjem, bi morali samo pogledati, to so sami prekrški. Sami prekrški. Jaz imam dokumente, sem dal novinarki od Demokracije, vse tisto, da se napisal, kje so prekrški, ker so imeli vse fertik, da začnemo z obnovo. No, ampak zdaj vse skupaj stoji to že 15-20 let. Leta pa 10 let, ne, se vse proti zakonodaji je vse, kar se dogaja. Ker štadion so se zigali, to se pravi, lastniki so bili križniki, to je križniški red. Jaz sem se s predstojnikom njihovim tam v Košezah pogovarjal in sem rekel, poslušajte, vi lahko še toliko visite na temole štadionu, glejte, ne bo se smel drugega, ker je to rezervirano samo za športne dejavnosti. Dejte nam, prineste na nas, vse kažete vi, samo za to boste lahko. Je rekel, bo šel vprašati predstojnike, je šel na Dunaj, čez en mesec je prišel nazaj, kolikor je rekel, ja. Damo vam samo v Križankah, kako so tudi križniki, je rekel, samo v Križankah nam dajte dve sobe, zdaj pa ne vem, dve ali pa eno. Ne? Da bomo imeli, če bomo imeli kakšnega svojega, da bo študiral tle na teološki, da bomo imeli prostor zadnja. No in v tem delu je pa Gaber štopal, ampak tudi to je bilo nekako rešen. In jaz sem dal Ruplu, napisal sem mu pismo, Rupel je pisal Olimpijskemu komiteju. Medtem so pa mene zamenjali, ta nov sekretar, vodja službe za šport, je takoj šel gor na Olimpijski komitej in potegnil tisto Rupla nazaj. Se Rupla to ni matrali. Ali Janez Sodrožnik vas nadomestil, kdo vas je potem na tem mestu nadomestil? Težko reči. Ne, lahko rečem, lahko rečem. Ne, je kar na nek način pozitivno, en tisti, ki pravijo, da največ ve, med tistim, ki največ ve o vrhunskem športu, Tomo Levovnik, tak zelo razgrajaček, pa je moral je, no skratka, in tam se je ustavil. Ta naslednik je čist samo križniški red, nima nič olimpijski komitej, zdaj pa Ljubljana neki, ne. Pa sem del ne lot tega. Noben se ne lot tega, da bi rešil, ne. Kaj je ta projekt od Joca Pečečnika prenove, kako ste ga vi videli, kako ga vi vidite? Glejte, Joc Pečečnik mi je pokazal tisto, ker takrat sem bil še majčken zraven, no, ker še nekaj časa je veljal, da sem tiskale največ vem v športu v Ljubljani. No in me je prosil, če mu najdem kakšne igrišča, da mi on več igrišč, in sem ga peljal tam za Savo. Je rekel, to je premalo zame, tiste igrišča, veste, konjeniški klub ima par, ampak tiste je bila kar nekaj dol do Unga mostu, v Snebeljah, je skoraj mestna zemlja, bi se dal, da bi mestna in tam bi imel lahko igrišče. Je rekel, ne, Janković mi je rekel, da tam ne vem navaril, da mi bo dal rekel, tam pa boš ljubil, ne boste nič ljubil, ne. No in potem, ne vem, kako to, da me je pa povabil, da pridem in sem šel v tisto stolpenco, da vidim tisto, se je rekel, lejte, tole stolpenco na tem mestu, jaz sem proti, to ni to. No, toliko. In zadeva zdaj stoji. Ok, če greva nekoliko bolj konkretno v vaši knjigi Zdrav duh je v zdravem telesu, že od leta 1964 pišete redno kolumne o telesni kulturi. V preteklosti ste jih pisali za različne časopise, zadnja leta pa jih pišete za revijo Demokracija pod rubriko Živimo zdravo. Kaj želite pri tem v prvi vrsti sporočiti našim bralkam, bralcem, v bistvu skozi svoje, vaše športne kolumne? Kar negodno je malo to, kar vam zdaj povedal. Danes ni več znanja. Nikjer ni več znanja v nobeni stroki. To mi vsi pravijo. Sodniki iz tožilstva, veste, povsod imam ljudi, ki jih poznam. Povsod, ker velja samo denar. Čisto samo denar. Čisto to. In zaradi tega morate verjeti, da od nekdaj je veljalo, da zdrav duh je le v zdravem telesu.
To je že Tales, to je prvi grški filozof, je vedel to. Prvi Pitagorov izrek pa gotovo vem, da noben od vas ne ve, kako je bil. Ne? Prvi Pitagorov izrek je pa bil, naj ne pride na uro matematike, kdo prej ni pravil ure telesne vzgoje. Če verjamete, ne? Ja, seveda. Ne, ampak to je njegov izrek. Poslušajte, takrat, ko so vsi še peš okoli hodili, kvečem, da so jahali, vse je res, da tisti, ki so hodili na matematiko in tako naprej, da so bili od tistih nekaj niso delali. Ne? Mi spokaj moramo tako malo zadržkom gledati na demokracijo. Ne? Demokracijo so imeli samo v Grčiji, ne? Samo moški pa tisti, ki so imeli denar. Konec koncev tudi zadovolj bi veljali, da so upravlja demokracijo ima lahko samo tisti, ki kaj prispeva k naši družbi. Ja? Če pa nič ne prispevaš, razen če bolan. Ja? Če pa nič ne prispevaš, pa nož govoril. Vprost, tiho vodi. To meni moja žena reče. V vaših kolumnah pogosto citirate profesora Draga Ulago. Ja. Vprašam skoraj vsaki drugi ali tretji. Zakaj? S čim vas je nekako, se mi zdi, da nekako njegove misli so vas nekako res prežele. Ja, kar pogledajte si, kaj citiram. Si pogleda, kaj je on povedal. Največje, torej največ, vse, torej on je bil edini v Sloveniji, za njem je pa treba reči, da je zelo nevodni bil edino še Krešo Petrovič, da bi to klevel. Ampak to na koncu, malo pred smrtjo, je tako. Tam je čudna zadeva, tudi druga zgodba. Ampak Ulaga je bil prvi z Balkana, ki je končal visoko šolo, prvo visoko šolo za telesno vzgojo v Berlinu. Prvi. Tudi v tistih knjigah, on je napisal 4 ali 5 knjig, tam tudi piše, pogoji tam so bili pa tako zahtevni, da noben z Balkana ne more doseči teh norm. In kar en lep časa za njemu ni bilo nobenega. Čeprav mi smo v srednji Evropi, ampak vi mislite v Balkanu, ker smo bili takrat v Jugoslaviji, verjetno. Ne, rečeno je bilo Albanije, je rekel, da so tudi z Albanije, pa z Grčije, da so tam, je rekel, ga ni. Ja. Tako je rekel, no. In ko je pa nazaj prišel, seveda njega so orli, no in to je njegov najhujši greh, to, da je bil orl. Ja. In lejte, on je bil, to se pravi, deluje čisto vse. Najprej je tukaj 3 dni je bil na Pokljuki, vse mogoče stvari se je poprijel, to se pravi najprej, da je tisto štipendijo odplačil, je treniral plavanje, je napisal knjigo o plavanju, je gimnastiko treniral, je smučanje treniral, vse je treniral, sam je tudi smučal, sam je vse to počel, to se pravi, je bil učitelj, je bil, potem so ga dali kazensko v Split, ker je bil orel, in je bil tam, kazensko, ker takrat se je po Jugoslaviji tega niso bili ta pravi, ni bil Sokol, če bi bil Sokol, bi bil tle, orle so kaznovali. Po letu 28, ko se jih orle ukinili. Zdaj se repenčijo tisti sokoli, ki jih je imel tudi en, če so na demokraciji, ki je imel na takole, možno se malo hecati. O tem bom široko pisal, Čuk. Dva avtorja, tako je, dva avtorja so pisali knjigo in je to samo kšeft. O sokolih, Glejte, torej in Ulaga je bil edini od vseh v Sloveniji, ki je bil šolski učitelj, šolski profesor, trener tega, trener unga, na kar je bil organizator in še dolga leta je napovedoval na planico. Pa vsako jutro je imel, ne vem, dokler je umrl, je imel tudi, mislim, da Stanetom Urekom na radiju telovadca Tomaža. Torej, čist vse, noben od vseh, ki jih najdete na fakulteti, večina jih v nobenem društvu ni bila funkcionar. Večina, ki so fakultetni, tudi na fakulteti za šport, jaz sem rečem vajenska šola, se pravičujem, ampak tako je. Ker noben res ne ve nič.
to, kar jaz pišem, tle not, kar se tukaj prebere, to je znanost, ki jo vladal samo Ulaga, Petrovič in je enaka tisti, ki so jo ameriški strokovnjaki, sociologi, zgodovinari in tako naprej, predvsem Kristofer Laž, pisali in jo vodijo naprej. Samo Trstenjakom sva se osebno poznala, sva se tudi pogovarjala, tudi o teh stvarih. Samo torej Trstenjak je povedal, kaj je šport, to je to, kar noben od nas ne ve. Vsi mislimo, šport je cislo brcanje. Ne, šport izhaja, to smo v tej knjigi, šport izhaja iz besede športare ali pa kukršte, eni lahko tudi rečijo del športare, da so to rekli Italijani, odnosno Rimljani, zaradi tega, ker so iz mesta ven, da je to dejavnost, ampak to je igra, samo igra. In Trstenjak je to ugotovil, poglejmo si njegovo psihologijo dela in se bo videli. Delo je sestavljeno iz dela, igre in počitka. In Trstenjak prav. S tem, ko je delo postalo, prvič, ki je šlo v prodajo, da ti prodajaš svoje delo, je človek zgubil užitek pritisnil, to se pravi, ni igre več pri delu in tole zgublja, mora to nadomestiti. In ta del, ki se izgublja, zdajle pa sploh, ker delavka na stroju ali pa kakorkoli biti samo to premakne. In tako naprej. Delitev dela. Ja, no in zato mora biti igra. In je Trstenjak rekel, glejte, človek se igra kot dojenček, če nič nima, se igra s prstom, ali z lulčkom ali karkoli mu pride pod roko ali z deko ali karkoli, se igra se skozi. Otrok se igra. In smisel športa je igra in je od nekdaj bil. Glejte, mi ne vemo, da so Francozi imeli že tam od leta 1200 naprej mende več teniskih igrišč kot cerkva mende. Ja? To kar imam dvomom. Vam bom pokazal. Ja. No, še igra. Seveda je bila čisto na začetku, je bilo taka pa taka, no in da ne bom na to prišel, to se pravi, vsi teli slikovnjaki, torej treba ga prebrati to knjigo Kristoferja Laša, jaz precej na njej temeljim, prišla je pa najprej k nam, to se pravi, on jo je izdal leta 79, leta 88 so jo prevedli Hrvatje, mi pa leta 12. Iste stvari, kot jih je učil Trstenjak. No, iz vaših športnih kolumn je povsem očitno nekako, da ste kritični do prevelike profesionalizacije športa, do prevelikega pehanja vodstva klubov, profesionalnih športnikov, športnih funkcionarjev, pehanjem za denarjem. Po vašem je dobro, če vse skupaj podrejeno predvsem zaslužku, torej predvsem šlestenju denarja. Papež Benedikt je, ko je bilo nogometno prvenstvo v Nemčiji, kar je bilo leta 2006, se mi zdi, tam nekje je bil strašno navdušen nad nogometom in je rekel, to je igra. In je govoril samo o pozitivnih vplivih igre. In na koncu je pa rekel, ko pa prevlada slab od denarju, prav je pa to pravzaprav že hudičevo dejanje. Ampak zanimiv. Pa na koncu rekel, ampak vseglih je ta igra tudi za gledalce vseglih eno približevanje večnosti. Benedikt je strašno povedal, tale papež pa take ven spušča v športu, se bom napisal tudi tole, res take, no. V kakšnem smislu? In sicer so prišli kolesarji, ki so vsi recimo na poživili, poslušajte, ne moreš ti na banane, tako kot je Beker je na banane igral, je rekel, z
bananam se jaz putram, to je moj, da tenis igram. Ne Ja. moreš ti na banane lest na tiste v njej, to je noro, še čist vsem so najdel. Ne? Je mali božljiv. In on je mi rekel, ja, kar držite, borite se tako in tudi v življenju se tako borite, kot se v športu borite. To, kar se oni borijo, ali pa profesionalni športniki, to ni to. To, kar se deli, to je samo borba za denar, A to imate v bistvu, pa recimo, uničevanje samega sebe. v mislih, recimo, Lance Armstronga, on je v bistvu en primer, v bistvu, kako preko, ko je to res Vsi pripeljal do, ne vem, do skrajnosti in v bistvu pač, čeprav verjetno moj kolega mi pravi, da v vsakem primeru je bil on izredno dober, tista poživila doping je bilo pa še par procentov. Ja, gledajte, ker vic pri teh poživilih, no, to ne morem še noter več. Predsednik našega olimpijskega komiteja, Gabrovc, je rekel, da pri nas se čisto enako jemljajo, ali pa mogoče še bolj kot v Rusiji. Rusi so pa prepovedali na olimpijskih igrah nastopati. Veste to, ne? Oni nastopajo kot, ne vem, zveza, nekaj takšnega, ne smejo svoje zastave imeti. Je rekel pri nas isto, ja, ker vic teh poživil je v temu. Do sem le smeš, torej ti smeš imeti poživila, ampak do sem. Ste pa sami razmišljate, ne? A pol so poživila tudi, recimo, verjetno jedli ti vzhodnonemški športniki, ki so, recimo, njihove ženske športnice so bili skoraj kot moški. Polna mutola. Ja. Razpustimo, to je prehuda zadeva, tudi o tem odslede noter pišem, ne? Ampak temeljni vic je, tlele je meja, to se pravi še sme imeti. In kaj? Vsi iščejo, in to je ta pokvarjenost tega športa, zato sem proti njemu. To je pokvarjenost v tistih športnih panogah, kjer to jemljajo. Jaz mislim, da v košarki, v fuzbalu tega ni treba jemati in da bi mu to zameglili in tako naprej, pa verjetno tudi tenisu, ampak pustimo, da se ne o tem. Ampak vis pokvarjenost je o tem, da je do sem le smeš in pol še iščejo, ki je mečken šel naprej. Sam da premagaš nepošteno drugega. In vsi tudijo, fair. Veste kaj, v vaših kolumnah in vaših knjigi dajete nasvete za zdravo življenje, za zdrav duh v zdravem telesu. Kako naj torej živimo zdravo, kako naj sami pri sebi poskrbimo, da bomo vzdrževali zdrav duh v zdravem telesu. Lahko to tako nasplošno, na kratko poveste. Kaj svetujete v bistvu našim obiskovalcem, gledalcem, ki nas poslušajo preko spletne strani? Veste, najprej moram tole povedati, da mi je zelo hudo pri srcu, da vsi verjamejo, ampak čist skoraj, da vsi verjamejo tem medijem. To filanje, to, če se preberete, to ste tukaj not napisal, tega Kristoferja Laša. Že tam Pulitzer, nekaj tako, to je taka znana nagrade za novinarska. On in pa Hearst sta začela že s tem laganjem. Samo senzacije in tako naprej. In od takrat naprej je vse skoraj pravzaprav v takem športu laž. V tistih tam, kjer je to. To je to. In to je najhujša zadeva in noben pri nas ne verjame. Noben. Petrovič je poštudiral na koncu in ko je Petrovič napisal za ministrstvo za šport leta 95, točno je napisal, profesionalni šport je to pa to. Vse je napisan tudi noter. Ni ministrstvo nič. V zadnjih 2 kolumnah mojih v istem pišem. Noben ne reagira na to. In za tole, kako pri nas, pa tako naprej, pravite, sem proti vrhunskemu športu. Pejce vrhunski šport, izvoli. Ampak to je to, da če te hoče kdo gledati, ti bo plačal. Ne pa da rečeš država, ti ne boš plačati. Mi pa seveda rečemo, da je to za ugled države. Kot promocija, ja. Samo Rusija, Kuba, Srbija, mi
smo še na temo. Res. Vsi drugi ne podpirajo. Sam zdaj pa v tistem, zakaj ne bi vsak. Zaradi tega, ker je človek je lahko zdrav in sposoben in lahko dela svoje, samo če skrbi za svoje telo. Ker gledajte, kaj se v telesu dogaja. Če ti gibaš, šele takrat se ti odpirajo pljuča, začneš dihati. To se pravi, moraš metken hitreje. Ko se ti odpirajo pljuča, dobiva telo hrano od krvi, krino s hrano in tako naprej. To se pravi, dela srce. In to se, če nisi v športu, mislim, v temu športu, mislim, temu igri in tako naprej, ampak če delaš to samo zaradi samega sebe, ne, to je Cooper tole nekako zračunal, če ti 12 minut plavfaš primerno močno, ti tam nekje ali pa hodiš v hrib po enih 5-7 minutah, v 5 ali pa 7 minutah se ti začne kriza, pa rečeš, se bom ustavil, ne morem reči in tako naprej. Torej seveda moraš primeren tempo sebi. In po 5-7 minutah, če ti tisto krizo premagaš, tam nekje pa 10 minutah, od tam naprej ti lahko polmerno laufaš naprej, ampak kaj pomeni, takrat se ti odprl in srce in pljuča. Če ti ne odpiraš pljuč, se te alveole pljučne, to so tisti mehurčki, zarastejo. In v tem je vic. Potem, če se ti to zaraste, če se ti pljuča zarastejo, veste, vsi pravijo, da po 50, pa še celo po 60 letu še lahko nazaj. Počas sicer lahko odpreš, ampak z več matranja. Ti moraš in vsak ima čas. Tudi tisti, ki pravi, da je najhujše mi je bilo, jaz sem vstal ob 4:30 zjutraj. Ob 5:30, da sem zjutraj naredil vaje in to zaradi tega, ker sem moral, ker sem tako velik, ne, tam nekje pa 45, že nisem mogel s posle vstati zaradi hrbtenice, pa sem skozi delal. Ampak ne, vaje za hrbtenico in tako naprej. Ne? Zato je nujno treba zjutraj vaje in zvečer vaje in vsaj 3-krat na teden, jaz pravim, 3-krat na teden, malo zahtevnejše. Malo zahtevnejše, toliko, da ti 4 ure je na vse zadost, ne, reči, ja, nimam cajta za to, maš. Ne? In to je to. In še to, zelo sem bil vesel, od vsega začetka, kar delam, sem prepričan, da morajo imeti otroci vsak dan, tako kot je Pitagora rekel. In to je povsod zapisan, UNESCO ima v svojem, pa ne vem, pa Svetovna zdravstvena organizacija, Evropska unija, vsi imajo zapisan, tukaj noci, pogledajte, pa še bom najdel tistih doma vse, da morajo vsak dan imeti 1 uro. Prvič imajo 45 minut, tistih 45 minut je pa tako, da pridejo kje, pa se slečejo, ne, pa pol ure vadijo, mislim, kar vadijo, ali jim pa žogo vrže, tako do tega smo danes prišli, zato imamo, poslušajte, pred tem, da še so Janša Dančeku, ki mora reči, ne, da imamo najboljše športnike, torej največ dosežkov. Sam pogledajte, v kakšnih športnih panogah. A plezanje po tej steni, a je to? Ne, moja hči tudi pleza. Ja, ne veš, če moj sin tudi, tak starejši, ki je akademik, ne, isto pleza. Ne, poslušajte, vici, kaj še je? No, skratka, morajo imeti tisto uro, morajo imeti. In zdaj pred 2-3 tednoma je Janša rekel, da so dali v program, da bi morali imeti vsak dan, jaz pa pišem vse skozi, da bi morali imeti v celem sistemu šolanja. Dokler hodiš v šolo, do konca univerze, vse smo že imeli skoraj to. Ne? Smo že imeli. Ne? Mora imeti. In vsak mora to vaditi. Čim starejši si, več moraš paziti, ne da več delaš, ampak da si vzameš vsak dan cajt in ena temeljnih stvari je,
mora biti tukaj igra. Čim starejši si, lejte, to je bilo toliko raziskav narejenih. Čim starejši si, moraš imeti zadost igre. Moraš imeti. Igra je, res je lahko tudi šah ali pa, no, mislim boljše, da jih je več, da je tarok ali karkoli. Lahko so tudi take igre, ampak take, da se kolikor mečkaj igraš. Ne? To te obdrži pri življenju. Jaz pri mojih 83 letih igram parkrat na tenis. Polomljen, ker sem, imam kolena navezana, tako naprej, ampak v glavnem pare igramo, če se le da, ne? Ampak se zezamo, mi se sam zezamo. Moj soigralec mi pa pravi, da sem fikus. Ne? Da ste bolj namer. Ja, zdaj na tem mestu bom pa še malo povedal, potem boste pa še vi kakšno rekli. V bistvu, samo to bi povedal, da pri naši založbi smo izdali tudi v zadnjem času tudi druge knjige. Recimo Aleš Guček je izdal knjigo Uporni krti, oziroma to je, v bistvu so spomini njegovega očeta, Svetozarja Gučka Zareta. Potem Radovan Cerjak, izdali smo njegovo knjigo Svoboda in upanje o polpretekli zgodovini oziroma traumatične dogajanje med drugo svetovno vojno in po njej. Potem politolog Tadej Ijan je pri nas izdal knjigo Ali naša civilizacija pred propadom. Potem smo izdali knjigo Pratika 2022, ki so skupaj ustvarili Lan Sevšek kot karikaturist in potem Vinko Vasle in Zlata Krašovec kot satirika. Potem znani nekdanji preiskovalni novinar Miro Petek pa je napisal knjigo Trio Adio pamet. Sam pa sem nedavno, oziroma prejšnji teden je prišla iz tiskarne moja prva knjiga Za demokratično in evropsko Slovenijo proti totalitarizmom. V knjigi sem nekako zbral 150 uvodnikov, ki sem jih napisal kot glavni odgovorni urednik revije Demokracija v letih 2002 do 2004. To je bil čas, ko se je pomladna opcija pobirala po tistem katastrofalnem letu 2000, ko je jeseni tega leta LDS pod vodstvom Janeza Drnovška premočno zmagala. To je bilo tudi obdobje, ko se je zadnjemu šefu Centralnega komiteja Zveze komunistov Milanu Kučanu iztekel drugi predsedniški mandat in ga je na tem mestu nasledil Janez Drnovšek. Spomnimo se, LDS pa je potem po odhodu tega svojega dolgoletnega predsednika in premierja se je znašel v težavah, saj je nekako njegov naslednik Anton Rop stopil v prevelike čevlje. Hkrati je bila leva tranzicijska elita prepričana, nekako, da so obsojeni na oblast. In spomnimo se, da takrat se je pokazala priložnost za Slovensko demokratsko stranko pod vodstvom Janeza Janše, ki je tudi to priložnost izkoristila. Potem knjigo sem pa opremil s predgovorom in z aktualnim analitičnim razmislekom, ki sem mu dal naslov Odločilno super volilno leto. V tem zaključnem razmišljanju, ki ga objavljam v knjigi, ugotavljam to, da bo Slovenija postala res normalna, demokratična evropska država, v bistvu še leto takrat, ko bo recimo dvakrat zaporedoma na oblasti tudi desnosredinska vlada. Ker zdaj v tem času tranzicije, v teh 30 letih, je bila recimo Demosova vlada, pa so sledile leve vlade, pa je bila Bajukova vlada, pa so sledile leve vlade, pa je bila prva Janševa vlada, pa so sledile leve vlade. Zakaj bi bilo to dobro? Da bi imeli prvič v zgodovini samostojne Republike Slovenije drugi zapored desnosredinsko vlado. Vlado, ki bi posebej izpostavljala demokratizacijo in osamosvojitev kot vrednostno središče nacije, kot nekako sedež svetega, o čemer je v svoji knjigi Ustanovitev Slovenije leta 2018 pisal dr. Peter Jambrek. Spomnimo se, da gre to za obdobje od let 1987 do 1991, ko se je izpeljal ta program nacionalne osvoboditve oziroma nacionalne osamosvojitve Slovenije. S tem bi se vzpostavila možnost, da se slovenska družba vsestransko, politično, medijsko, gospodarsko in kulturno uravnoteži in tudi s tem v pravi, dobršni meri
v bistvu ne samo teoretično, ampak tudi praktično vzpostavi pravo, resnično ravnotežje med temi tremi vejami oblasti. Spomniti se moramo, da na ta sistem zavor in ravnovesja, o katerem so že pred stoletji pisali evropski razsvetljeni misleci. Z njimi so predpostavljali razpršitev politične moči na zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, pri čemer se podeljuje vsak od teh vej oblasti približno enaka odgovornost in moč, da se prepreči dominacijo samo enega človeka, skupine ali veje oblasti. S tem bi bila nekako vzpostavljena tudi možnost, da končno pride v Sloveniji do modernizacije sodne veje oblasti, kjer še vemo, da še vedno straši duh nekdanje partije oziroma kadrov iz prejšnjega režima. Samo spomnimo se montiranega sodnega procesa Patria. In to bi bil recimo nedvomno znak, da smo na pravi poti, na poti prave demokracije in prave evropske Slovenije. S tem bi se naša država dokončno lahko modernizirala, o čemer je v svojem zadnjem intervjuju za demokracijo, recimo, to je bilo septembra 2002, govoril in si želel pokojni dr. Jožef Pučnik. Se pravi, da bi se v demokratičnem in evropskem duhu modernizirale tudi inštitucije slovenske države, ki bi bile profesionalne in se ne bi pustile zlorabljati za politične potrebe. S tem bi pa hkrati tudi onemogočili, v bistvu razkrojili različna postkomunistična omrežja, ki so se ohranila še iz prejšnjega režima ali na novo regenerirala v času tranzicije. S tem bi tudi dokončno neutralizirali tako imenovane vzporedne mehanizme globoke države, o čemer piše dr. Rado Pezdir v svoji knjigi Vzporedni mehanizem globoke države in o čemer je zdaj tudi posnet dokumentarni film Vzporedni mehanizem globoke države, ki se ga bo, mislim, da jutri možno ogledati ravno na Novi 24 TV v soboto zvečer, mislim, da ob 21:30, pa tudi na Slovenija 1. Zato menim, da je potrebno iti na volitve in glasovati za demokratično in evropsko Slovenijo, za Slovenijo brez totalitarizmov, da bo Republika Slovenija po 30 letih, oziroma 30 let po osamosvojitvi, končno osvobojena in bo lahko s polnimi pljuči zadihala za boljši jutri nas vseh. Gospod Vir, zdaj pa vas vprašal, kako pa vi zdaj gledate na to trenutno politično situacijo v Sloveniji, na eni strani na delovanje vlade v teh zadnjih 2 letih in na drugi strani opozicije, ali bi ostali samo pri športu? Rade volje povem, da se vas vključim, ko ste pisali, da po levih, preveč levih vlad je bilo, pa je bila ena desna in tako naprej. Ja, v bistvu je v teh 30 letih je več kot 2/3 časa bila na oblasti tranzicijska levica, manj kot 1/3 časa pa v bistvu sredinske, lahko bi rekli desno-sredinske vlade. Poglejte, edini čas, in je tudi edina cela zdržala, je bila tista vlada SDS-ova od 4 do 8. Samo, lejte, morate mi verjeti, da je to res. V enem mandatu ti šele lahko vzpostaviš, ker zamenjaš tiste prejšnje kadre, in to za postop velja, ti postaviš svoje kadre, da lahko začnejo delati. In v drugem mandatu lahko šele ti začneš delati tisto, kar bi hotel. In zato so tako fantastično morali takrat tisto partijo narediti, da so izničili to. Tole, kar je pa zdaj tale vlada delala, tale vlada v teh 2 letih je fantastično veliko naredila, se vidi tudi, kako smo na vseh tistih makroekonomskih kazalcih, ki in šel gor. Samo poglejte, 2 let se je borila, če jaz rečem z opozicijo, opozicija je bila samo ustavno sodišče. Ustavno sodišče deluje tako kot opozicija vladi. Je tako? Je. Ta opozicija so bili pa tako kot psi, ki lajajo okoli karavane, pa nič drugega. In se je morala sama ukvarjati z to kitajsko zadevo. To je bilo temeljno, da smo preživeli in smo odlično. In zato
ti, če nimaš 2 mandatov, ampak polnih, ta ni polhen. Se niso mogli nič delati. In karkoli, jaz rečem, da tedi niso naredili, da je Kustečeva, ki je ministrica za šport, pa Dupona, ki je za to, nič ne morajo, ker cel šport, to zdaj tudi v tej kolumni pišem, nisem jaz napisal, drugi so napisali, levi so napisali, vaš šport je rdeč. Ne? In tako je to in mora dobiti vlada še en mandat, pa rajš pa še enega, da lahko kaj spremeni. Nič od tega ni bilo možno spremeniti zdaj. Pa če minister pa njegovi 3 svetovalci še tako hoteli, ne morajo, ker je cela baza dol leva. V bistvu bi vas sam še to vprašal, o čem se bo potem odločilo 24. aprila 2022, v bistvu o tem, da gremo naprej po uspešni poti zdajšnje vlade, pač evropske smeri, ali v smeri, da gremo nekako v smeri venezuelskega scenarija na pot nacionalizaciji, na pot brezmestnih dnev in podobno, kot jih propagira že Golob, da bomo živeli samo od sončne energije, vse ostalo bomo pa kaj zaprli. Kako se vi, kaj vi menite o tem? Glejte, edina šansa, da bom še majčkan provokativ, edina šansa je, da za svet Evropa nima politikov. Janša je evropski politik. Unale Lajnova je pol prelaufala, pa kaj je rekla, joj, ne mi teh vprašanj postavljati, jaz sem doktorca, ne me o tem. Ja, ljubice, pa tam delaš? Glejte, če ne bo Janša, to se pravi, če bojo tisti iz strehe, pa iz Jatkov, mislim, ki pluvajo, mislim, ne morem drugače reči, poslušajte, kolesarji, politkolesarji. Ne, tudi to ne, poslušajte, torej ta obnašanje levice in na tem, ali pa skozi v parlamentu, te katastrofa, to se pravi, če ne bo Janša, se nam zelo, zelo hudo piše, tam je pa edina možnost Trump. Razmišljite. Če se tam v Ameriki to ne spremeni. To je tisto. Zdaj pogledajte, kaj vse že govorijo. Ne? Putin pa Nemčija. Ko je Šreder nehal biti predsednik, je takoj prevzel direktorovanje tega severnega toka. In so skoraj tako, zdaj pa grozen, skoraj tako kot pred drugo svetovno vojno. Poljska je pa na svet. In jo oboji stiskajo, koliko pa pomagajo Nemci. Skratka, v bistvu pa živimo v težkih, v bistvu zelo turbulentnih časih. Torej bojo volitve 14. aprila izredno pomembne, in upajmo, da se bodo razvile v pravo smer, da bodo ljudje znali ceniti, kdo je v teh zadnjih 2 letih delal za ljudi in kdo je v bistvu samo polena metal pod noge. Zdaj bi pa še vprašal, če ima kdo iz občinstva kakšno vprašanje, izvolite gospode. Ali kakšen komentar? Levičari, jaz igram namizni tenis. So sami levi in so zagrizani kot hudič, tako da so uporni. Dočim na desni, takole to pa še neki upa, čaka, ni pa tizga. Bojevitosti, ta pravi. Tiste borbe pa to, dočim te so pa taki, da bi takoj te kar naskočili. A ste vi prej omenili Ljubo srca? Ne, niti ne, ampak verjetno ga tudi not omenjate. Mi smo izdali, da smo mi knjigo njegovo. Jaz slišam večkrat slabo. Ljubo srce je bil z mojim očetom 2 let skupaj zaprt, osebna prijatelja. No, on je za mene rekel, ker sem v veliko nezadostnih ocen, da sem leninist. Kokašarc. Osebno ga pa nisem poznal. Jaz sem zelo dobro poznal Žarka Pečara, ki je bil pa igral tudi. On ga je pa poznal, ampak tudi ne toliko grozen jezik, pa tako. Pečan ima zelo podobno usodo, kot smo imeli mi, ker so čakali, da bo nekako vse
naredil pa še tisto Kavarko, hotel in tako naprej, ne, so počakali, da bo naredil, pa so mu pa vzeli. Ne. In isto so naredili pri mojem očetu, so čakali, potem so mu se vzeli, sojen je bil na 10 let. Sodil ga je neki Baričevič. Baričevič so šolc od Josipa Vidmarja, 95-letnik. No, in mi smo živeli pol, ker sta bila oče je bil še v zaporu, mama je pa po 6 mesecih ven prišla, mi smo pa celotno zaplembo premoženja. Komplet. No in smo klele v gostilni na Žalah, smo živeli, ker je bila to moja teta lastnik. Ne? No in tam je enkrat prišel ta Baričevič, pa je mama glih kelnarila, pa je rekel 2 deci vina. Mama je pa rekla, vam ne bom postregla, ker ste mojega moža po krivici sodil. Nekaj je on pogledal, mama je šla, sem ga sama, sem bil star 8 let. Je rekel, fantek, sem mogel. In na sodišču, no, recimo konkretno jaz imam zdaj 42 let sodišča, imam ogromno škodo, sodbe v 42 letih so pa vse napačne. In zdaj se bom malo izpostavil na sodišču, ker sem že v letih, tega se ne bo upal. Prej se nisem upal, neč, da imam pa čez 80 let, pa rečem takole. Taki prasci so tudi advokati, samo na denar. Sodniki so pravzaprav kar reveži nekateri, pa da ona more soditi, pa to pa se ti smil, kaj pa boš naredil. Samo eno od sodb je trajalo enih 8 mesecev. Iz carine, iz carinarnice, potem Zavod za zdravstveno varstvo, vse skupaj so prišli 3-krat za mene pričati. Za mene. V mojo korist. Ne? In je sodnica seveda je sodila proti meni. Nakar sem jo pa s telefonsko poklical dol na sodišču pred za razpravo. Sem rekel, poslušajte, bi lahko za 5 minut prišel. Ne? In v 5 minutah sem jo prepričal, da imam vse prav. Torej, v 42 letih, v 5 minutah vsakega prepričam, da imam 100% vse jaz prav. Škoda imam okrog 10 milijonov, bi rekel. Sodili so pa vse spor v družini, ki pa je napačno. Nobenega spora v družini ni bilo, ker kraja v družini ni spor v družini. To trdim. Advokata pa ne dobim, da bi me zastopal za to. Sem sam. Ni. Več kot 10 mi jih je odklonilo. Delal sem pa, da vas bom, lahko vam tudi dokažem, da ne nimam sabo, delal sem pa najboljše arome za sladolede v glavnem, od Slovenije, recimo od Trsta, pa preko Kitajske do Japonske, cele vzhodne dežele in Rusija, ne, do leta 90. Najboljše. Takrat so imeli Albanci, Šiptarji, 97, 98 povstoj je bilo albanskih slaščičarn. V vsaki slaščičarni si dobil švercano italijansko robo. Čez 2 let v Trstu, ki je nabavljal za njih, en Mikeli je bil Grk, ni bilo niti enega več. In se je smejal, ker me je videl in rekel, vem ti, kako ti je to uspelo. Naredil sem boljše proizvode od Italijanov.
No in zanj, če je prišel k meni, bom hiter, en prijatelj, ki je njegov oče, je bil vrhovni sodnik, on je pa en najboljših zdravnikov za grlo bil. Sem rekel, v 5 minutah ti dokažem, da imam vse prav. Malo tako pogledal, ne. Sam takole sem naredil. Rekel, a je to mogoče. Potem sem pa sošolcem pravil, da je bila matura, pa tudi mi niso verjeli, sem rekel, njega vprašajte, pa avtoriteta, ne, ker je pa zdravnik, ne. In kaj je on rekel, da imam jaz vse prav, so rekli, da je to mogoče. To je naša sodišča, so to, na kratko. Ja, skratka, treba je prenova a je to sredstva. vaša pisarna? To je knjigarna in knjižnica Kaj? naša, ja. Ja. No, eventualno vam pridem, v 5 minutah garantiram, da vas prepričam 100%. Enkrat, ampak Ob kakšni drugi priložnosti. po prvem. Bom jaz, prav, Se te zapomnil. bom. Pišem se pa Tuma. Aha, Bratranc je v demokraciji dal eno dole pred enem pol leta noter. Henrik Tuma je naš ded. ja. No in je dal, kako je družba Tuma poklonila državi okrog 2,5 milijona dinarjev leta 47. Leta 45 so dva sina, najmlajša sina ubili na Turjaku. Ne? In kakor sem jaz to ugotavljal in tako naprej, je bilo to verjetno veliko sovraštvo Kardela in Kidriča do familije Tuma. Od Kardela prva žena je bila mojemu staremu očetu tajnica. On je bil dvakrat oženjen. S Kidričem sta bila pa nekako prijatelja, ker Tumovi so delali za tiskarno. Ne? No ta tiskarna Tuma, oni so imeli najmodernejši stroj za tiskanje. Prodali so 13-stropno hišo in jo je ded dal hčerki, drugi so bili sinovi. Hčerke pa ni pustil študirati, čeprav je govorila 4 jezike, teta moja. In samska je bila in je prodala vso to hišo in je kupila ta stroj. Ko je bil ta stroj kupljen, so pa pol vse vzeli in je imela kuvertna do pred kratkim, je še imela, 10 let nazaj je imela še ta stroj iz Heidelberga. Mislim, drugač pa, še to bom povedal, za plembo pri nas in pri njih je pa delal neki Bregant. To je bil poznejši generalni direktor Metalke. On je Udbovska firma. za svoj žep je ukradel 300.000. Je strica Braneta, tak je bil generalni direktor Triglav filma. Ga je mučil, dokler ni dal 300 jurjev. Mojega očeta je pa edini takrat v Jugoslaviji, ki bi lahko nadaljeval eterična olja, se pravi parfumerijo, plus prehrambeno parfumerijo. In so prišli Udbovci prijazno, jaz sem se igral s tistim šoferjem večkrat, jaz sem od tega 6 let pa 2 meseca, ne? In smo se malo igrala in z bujkom so očeta lepo pripeljali, odpeljali in tako naprej. Enkrat so pa prišli in je odpeljal 3 kamione in stran vrgel čist kompletno vse, kar je imel oče. Očeta pa nisem videl, dokler ni prvi obisk bil, prvi obisk je bil po Mariboru, je bil hud res. Moj oče ima bolj tak trebuh napihnen od, ne. No, še interesantno pa je to, kdo je omogočil mojemu očetu, da je dobil vedno paket vsakih 7 dni. Tukaj sva za začetom sprla. Oče je rekel, da je bila to mama, da sem rekel, da sem bil jaz. Je rekel, pa se še 7 let nisi imel. Sem rekel, čist natančno. Na Žalah pred cerkvi je bila prva tale cvetličarna, Šimec. Sedaj je porušena, pa je večja.
In ta Šemanc je imel mene tako grozno rad, ker sem bil tak lušten kopček zgleda. Ne? In smo delali za njega rože in največji posel in najbolj interesanten posel za mene je bil, ko je umrl Oton Župančič. Je rekel meni, povej mamici, karkoli bosta prinesla, vse bom kupil, ker imam toliko naročil. To je največji pogreb je bil, ne vem, če je kakšen v Sloveniji večji bil, kot Oton Župančič. Edino spomnim se, da je šel v prvih so šli tam za pogrebom, je bil Edvard Kardelj, ki je takole mem cerkve šel, ni hotel iti noter. A vse se mi zgodilo. Ne, veste kaj, v bistvu bi kar zaključil, pa bi potem še kakšno rekel, kar smo v neposrednem prenosu. Ja. Vse najboljš, ne, ker ne si bolj mal pa tako. Ja, a ne, v bistvu, jaz bi se v bistvu zahvalil vsem pač našem gostu, gospodu Janezu Virku, hvala vsem prisotnim, a ne, hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v neposrednem prenosu na naši spletni strani demokracija.si. Vabljeni ste tudi na našo spletno stran vseknjige.si, kjer predstavljamo knjige naše založbena obzorja. To je vse z moje strani, z naše strani. S tem zaključujem današnji pogovorni večer. Hvala vam vsem, želim vam lep dan, lep večer še naprej. Hvala in srečno.